Dr. Gregor Antoličič, naslednji govorec, se je opravičil zaradi nekih zdravstvenih zadev, je zadržan. Imam pa pripravljeno temo poveljstvo Jugozahodne fronte in nekatera logistična vprašanja v času Prve svetovne vojne in je prosil Igorja, tudi soavtorja na zgornji razstavi o transportu, da oba sta soavtorja, pač da prebere ta njegov referat. Jaz bi pa predstavil docenta dr. Gregorja Antoličiča, rojenega leta 1988 v Mariboru, predstavlja zgodovinarja mlajše generacije, zaposlen je na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa, ZRC SAZU, predava pa na oddelku za zgodovino Filozofske fakultete Univerze v Mariboru. Leta 2018 je doktoriral na temo Maribor in poveljstvo Jugozahodne fronte med Prvo svetovno vojno. Ukvarja se zgodovino Prve svetovne vojne s posebnim poudarkom na slovenskem ozemlju, kot tudi zgodovino Habsburške monarhije v zadnji fazi njenega obstoja. Je avtor več znanstvenih člankov in odmevnih monografskih publikacij, tako na primer znanstvenih monografij Franc Jožef in Leta strahote, Slovenci in Prva svetovna vojna, ki jo je izdal v soavtorstvu z dr. Petro Svoljšak. Leta 2022 je šla njegova nova knjiga o življenju in delu mehiškega cesarja Maksimilijana z naslovom Maksimilijan, cesar po Napoleonovi milosti. Res nam je žal, da dr. Antoličiča danes ni z nami, ker bi bil tudi zanimiv sogovornik, ampak Igor, prosim, če prebereš njegov referat. Spoštovani, tudi v imenu dr. Gregorja Antoličiča, zaprosil mu je, da bi prebral ta njegov referat s naslovom Poveljstvo Jugozahodne fronte in nekatera logistična vprašanja v času Prve svetovne vojne. Spoštovani, na začetku bi se rad zahvalil organizatorjem današnjega srečanja za povabilo k sodelovanju. Hkrati bi se rad opravičil, da danes ne morem biti z vami v Parku vojaške zgodovine. Na tej podlagi bi se rad posebej zahvalil kolegu Igorju Gardelinu za branje mojega referata. Prva svetovna vojna je mnoge države že pred njenim uradnim izbruhom, torej v zadnjih dnevih tako imenovane julijske krize, postavila pred velika logistična vprašanja. Kljub temu, da so vojaški strategi v zadnjih desetletjih pred letom 1914 pripravljali načrte, kako v primeru vojne logistično reagirati, je konec julija in začetek avgusta 1914 s transportom 100 000 vojakov proti frontam, ki so se raztezala na več 100 km dolgih linijah, vsekakor predstavljal velike logistične zalogaje. Skrbno pripravljene načrte je bilo potrebno iz teorije prenesti v prakso. Hkrati pa je začetek vojaških transportov, ki so se pogosto izvajali že pred predajo uradnih vojnih napovedi, pomenil tudi dejanski pričetek vojaških akcij. Ko so se želeni kondukti začeli kot kače viti po stari celini, je tako nastopil trenutek, ko ni bilo več poti nazaj. Železnica, ki je v zadnjih desetletjih pred izbruhom Prve svetovne vojne v mnogih državah postala gonilo industrijskega razvoja, pa je v času izbruha vojne pokazala tudi svoje pomanjkljivosti. Ko je namreč nemški cesar William II. Po avstro-ogrski vojni napovedi kraljevini Srbiji pričel oklevati glede nemškega posredovanja v vojni in jezno kričal na svoje generale, da naj vlake, ki so bili usmerjeni proti Franciji, pošljejo raje na fronto proti Rusiji, so mu vdani častniki obrazložili, da kilometre dolgih vojaških transportov ni mogoče kar tako obrniti v drugo smer. Togost železnice in s tem povezana vprašanja, kako lahko vojska hitro reagira na nepredvidljive vojaške situacije, so mnoge vojaške stratege spremljala praktično skozi cel čas trajanja vojne. Medtem ko je bil transport oziroma logistika tudi v predhodnih vojnah, ki jih je bilo človeštvo pomemben faktor, je Prva svetovna vojna, tako kot tudi na drugih področjih, za transport in logistiko prinesla nove dotedaj nepredstavljive razsežnosti. Moderno vojskovanje, ki je dnevno porabilo na tone materijala, je tako postalo odvisno od transporta iz zaledja. Od delovanja tega neprekinjenega ustroja pa bilo pogosto odvisna usoda zmagovalcev oziroma poražencev. Tako kot ostale države, ki so se podale v to vojno, je bila tudi Avstro-Ogrska v prvih tednih po predaji uradne vojne napovedi kraljevini Srbiji soočena z organizacijo vojaških transportov, s pomočjo katerih so se iz mobilizacijskih območij vojaki njihova oprema pričeli premikati proti balkanski in vzhodni fronti.
Tudi na Slovenskem so se tedaj pojavili podobni prizori kot v drugih delih monarhije oziroma Evrope. S cvetjem okrašeni vagoni so ob vzklikih in joku svojcev vojaki odpeljali na fronto oziroma tako daleč, kot je bila speljana železnica. Po koncu prvega večjega vala odhoda vojakov na bojišča je bil slovenski prostor deležen nekoliko manj vojaških transportov, saj ni predstavljal neposrednega zaledja nobene od aktualnih avstro-ogrskih front. Ta situacija se je spremenila od maja 1915, ko je v vojno proti monarhiji vstopila kraljevina Italija. Z odprtjem soškega bojišča je slovensko ozemlje postalo neposredno zaledje najpomembnejšega odseka tako imenovanega jugozahodnega bojišča, ki je od sredine leta 1915 postalo tudi najbolj pomembno avstro-ogrsko bojišče. Kot neposredno območje zaledja fronte je slovensko ozemlje postalo transportno-logistično območje za oskrbo soškega bojišča. Te funkcije oziroma pomena se zavedalo tudi poveljstvo jugozahodne fronte, ki je bilo zadolženo za vodenje vojne proti kraljevini Italiji. Kot umestni člen med armadami na bojišču in vrhovnim vojaškim poveljstvom je poveljstvo jugozahodne fronte skrbelo za organizacijo transporta materijala na fronto ter hkrati premestitve vsega tistega, kar fronta ni potrebovala v zaledje. Od maja 1915 do marca 1916 in od marca 1917 do novembra 1917 je bilo poveljstvo jugozahodne fronte nastanjeno v Mariboru. S tem pa je tedaj majhno provincialno mesto ob reki Dravi postalo center izjemno pomembnega vojaškega poveljstva. V nadaljevanju bodo zaradi omejitev današnje predstavitve obravnavani zgolj 3 aspekti transporta znotraj delovanja poveljstva jugozahodne fronte. Prvi aspekt, ki bo nekoliko bolj podrobno predstavljen, je povezan s poveljstvom samim. Ob svoji vzpostavitvi in namestitvi sedeža v Mariboru je v mesto postopno prišlo osebje, ki je bilo izbrano za delovanje na novem poveljstvu. Nadvojvoda Evgen, ki je bil izbran za poveljnika poveljstva jugozahodne fronte, je bil v Maribor prispel že 27. maja 1915. Do tedaj je nadvojvoda namreč opravljal funkcijo poveljnika avstro-ogrskih enot na balkanskem bojišču. Postopni prihod članov poveljstva v mesto pomenil, da so posamezniki v Maribor pripotovali posamično ali v manjših skupinah iz različnih delov monarhije. Na tej podlagi torej v mesto ni prišla že zaključna vojaška struktura, ampak se v njem šele dokončno izoblikovala. O prvi premestitvi poveljstva iz Maribora v Bolcano, marca 1916, pa je bila situacija že drugačna. Tedaj je poveljstvo jugozahodne fronte že imelo razdeljeno svojo strukturo. To pa je pomenilo, da je bilo potrebno organizirati posebne transporte, ki so poveljstvo iz Maribora odpeljali na njegovo novo destinacijo. Do prvega odhoda poveljstva jugozahodne fronte iz Maribora je tako prišlo 24. in 25. marca 1916. Premestitev poveljstva potekala s pomočjo 2 železniških transportov. Prvi je Maribor zapustil 24. marca ob 14. uri, drugi pa 25. marca ob 18:45. S prvim transportom, ki je bil pripravljen za tovorjenje 24. marca ob 10. na mariborski železniški postaji, so mesto zapustili štabni častniki, višji častniki, vojaški uradniki in drugi uslužbenci poveljstva. Poleg osebja bilo s prvim transportom iz Maribora premeščeno tudi prtljaga in avto nadvojvoda Evgena, 43 konj, od tega 21 konj nadvojvoda Evgena in 22 konj častnikov, 4 kočije poveljstva, 5 osebnih avtomobilov, 1 tovorno vozilo, blago in oprema poveljstva, oprema za popravljanje avtomobilov, pisarniška oprema, prtljaga častnikov in blagajna poveljstva, ki jo varovalo posebno spremstvo. Drugi transport, ki je bil pripravljen za tovorjenje 25. marca ob 15:00, je bil prav tako sestavljen iz osebja poveljstva in sicer štabnih častnikov, 6 oseb, višjih častnikov in uradnikov, 22 oseb, ter drugih oseb poveljstva, 11 oseb. Poleg njih so Maribor 25. marca zapustili 3 žandarji, 3 poštni častniki, 2 člana bolniškega oddelka, 6 oseb poveljstva mesta, plackomando, 7 krojačev in 27 častniških uslug. Poleg osebja drugi transport vseboval 69 konj, ki so bili v lasti častnikov in drugih uslužbencev poveljstva, 1 poštni avto, 1 kočijo, 8 tovornih vozil, 4 mobilne kuhnje, 1 poljsko kovačnico, 1 napravo za pripravo pitne vode.
Izmed vagonov transporta je bil en vagon namenjen prtljagi osebja poveljstva, en vagon preostali prtljagi nadvojvode Evgena, en vagon za opremo bolniške sobe in en vagon za ostalo opremo poveljstva. Osebje, ki je potovalo z obema transportoma, ju brez dovoljenja poveljnika premestitve ni smelo zapustiti. Hkrati osebje ni smelo odhodu mesta in poti nikogar obveščati. Prepovedano je bilo tudi pošiljanje razglednic posameznih postajališč. Glede na vojno stanje, predvsem pa z vidika priprav na južno-tirolsko ofenzivo, ki je nato potekala od 15. maja do 16. junija 1916, je morala premestitev poveljstva potekati v strogi tajnosti, da kraljevina Italija ne bi vedela, kaj je naklepala avstro-ogrska vojska. Južno-tirolska ofenziva je namreč predstavljala prvo večjo protiofenzivo avstro-ogrske vojske na bojišču proti kraljevini Italiji. Zaradi tega bilo toliko bolj pomembno, da je v fazi priprav na ofenzivo premestitev tako visokega poveljstva potekala izjemno hitro in tiho. Zaradi tega je celotno poveljstvo, ki ga sestavljalo ogromno uslužbencev, konj in vojaškega materiala, zapustilo zgolj v 2 dneh in še to le v nekaj urah. Po odhodu drugega transporta sta od uslužbencev poveljstva v mestu ostala le podpolkovnik Jozef Steinl in nadporočnik Jozef Sakl. Njuna naloga je bila urediti predajo Šernbaumove vile in drugih poslopij, ki jih je v času nastanitve uporabljalo poveljstvo, lastnikom oziroma upravnikom objektov. Drugi aspekt transportnih vprašanj pod okriljem poveljstva Jugozahodne fronte so predstavljali frontni obiski tako nadvojvode Evgena, kot tudi drugih visokih častnikov oziroma članov vladajoče dinastije. Med slednje je sicer spadal tudi nadvojvoda Evgen, ki je bil rojen leta 1863 in podobno kot nekateri drugi mlajši Habsburžani izjemno navdušen nad avtomobilizmom. Nadvojvoda je bil tako eden izmed prvih avstro-ogrskih plemičev, ki je imel v svoji lasti avtomobil in bil hkrati tudi prejemnik prve na območju Avstro-Ogrske izdane registrske tablice, ki je nosila oznako A1. Nameščena pa bila na Evgenovem avtomobilu znamke Hispano-Suiza. Kot se spodobi za prvi avtomobil s prvo registrsko oznako, je nadvojvoda zaposlil tudi šoferja Gottlieba Wiederkerja, ki je 30. januarja 1906 v Innsbrucku opravil prvi šoferski izpit, ki je tako nosil oznako numer 1. Ljubezen do avtomobilizma je nadvojvoda življal tudi v času opravljanja funkcije poveljnika Jugozahodne fronte, saj je precejšnji del svojih potovanj opravil z avtomobilom. Čeprav je bilo tedanje cestno omrežje izjemno slabo oziroma še vedno namenjeno predvsem konjskim pregam, je nadvojvoda, na primer tudi iz sedeža poveljstva v Mariboru proti Ljubljani, kjer je bilo nastanjeno Borojevičevo poveljstvo Peter Made, večkrat potoval z avtomobilom. S slednjim je nato nadaljeval tudi pot proti Soški fronti, kjer si je med drugim večkrat ogledal boje med avstro-ogrsko in italijansko stranjo. Tako je nadvojvoda, na primer 13. junija 1915 ob 6. uri zjutraj z avtomobilom odpotoval iz Maribora v Ljubljano, kjer je obiskal poveljstvo Pete armade in se nato z avtomobilom odpeljal naprej do Dornberka, odkoder je približno 3 ure opazoval boje med 16. avstro-ogrskim korpusom in 58. italijansko pehotno divizijo. Nato se je z avtomobilom vrnil v Maribor. Podobno kot nadvojvoda je bil nad avtomobili navdušen tudi tedanji prestolonaslednik Karl Franz Jožef oziroma bodoči cesar Karel I. Srednji je prav tako velikokrat obiskal Soško bojišče. V času obiska, ki je potekal med 9. in 12. januarjem 1916, je prestolonaslednik obiskal Trbiž, Beljak, Rabelj in Kranjsko goro. V okviru obiska se je z avtomobilom iz Kranjske gore preko prelaza Vršič odpeljal do Soče. Čeprav so torej transporti s pomočjo avtomobilov predstavljali predvsem luksus tedanjega časa, ki je bil dostopen oziroma namenjen predvsem peščici bogatejših, v primeru vojne pa višjih vojaških častnikov, vendarle predstavlja enega izmed morda manj znanih aspektov transporta v času Prve svetovne vojne. Kot tretji aspekt transporta v okviru delovanja poveljstva Jugozahodne fronte bi želel predstaviti gradnjo ceste preko Vršiča. Toda ne v kontekstu same gradnje, ampak z vidika njenega propagandnega pomena in možnosti za zaslužek, ki so ga v času izgradnje ceste zaslutili nekateri vojni dobičkarji.
Cesta preko Vršiča je v času njene izgradnje, oziroma bolje rečeno v času do razpada monarhije, nosila ime Erzherzog Eugenstraße, torej po poveljniku jugozahodnega bojišča. Kot je znano, so cesto od pomladi do novembra 1915, ko je po njej prvič stekel promet, zgradili ruski vojni ujetniki. Poleg tega, da so cesto poimenovali po nadvojvodi Eugenu, so na vrhu prelaza v začetku leta 1916 pričeli z zgradnjo njegovega 20-metrskega kipa, pri kateri naj bi sodelovalo okoli 200 ruskih vojnih ujetnikov. Vendar del niso zaključili, saj je v začetku marca snežni plas odnesel ogrodje. Očitno pa se po tej nesreči niso lotili vnovične gradnje spomenika. Tako pomembni infrastrukturni projekti so torej ob samem pomenu za oskrbo bojišča oziroma transporta v sebi nosili tudi precejšnji simbolni pomen v smislu utrjevanja morale vojakov in civilnega prebivalstva. Na tej podlagi ne preseneča, da je bil ob sami izgradnji ceste predvidena tudi postavitev kar 20 metrov visokega kipa nadvojvode Eugena, po katerem se je, kot že omenjeno, tudi sicer imenovala cesta preko prelaza. Tudi v drugih predelih jugozahodnega bojišča so na primer ceste ali pa mostove poimenovale po nadvojvodi. V kontekstu izgradnje ceste čez Vršič velja ob njenem propagandnem aspektu omeniti tudi možnost, ki jih je tako velik infrastrukturni projekt predstavljal za vojne dobičkarje. Tako je vojaško poročilo, ki ga je poveljstvo 10. armade v začetku marca 1916 poslalo poveljstvu jugozahodne fronte, kritično vrednotilo postopanje nekaterih investitorjev vzdolž novo zgrajene cestne povezave. Cesta preko Vršiča je namreč do tedaj nedostopno ozemlje priključila na cestno mrežje, s tem pa je to območje očitno postalo zanimivo za posameznike, ki so pričeli kupovati zemljišča ob cesti. Takšno ravnanje je poveljstvo 10. armade strogo kritiziralo, saj so posamezniki na ta način opeharili lokalno kmečko prebivalstvo. Z odkupi zemljišč pa bi lahko po mnenju poveljstva prišlo tudi do oškodovanja države, saj bi ta v primeru širjenja ceste in izgradnje dodatnih protiplaznih zaščit za zemljišča, ki so bila v lasti špekulantov, morala plačati veliko več od dejanske vrednosti. Zato je poveljstvo 10. armade razmišljalo, da bi prek lokalnih političnih oblasti na podlagi 19. člena Zakona o vojnih dajatvah in opravah sprožilo razlastitev omenjenih posesti. Poveljstvo jugozahodne fronte se s tem predlogom strinjalo in menilo, da morajo vse relevantne posesti nemudoma preiti v deželno last. Vprašanja transporta in z njim povezane infrastrukture so ob samem dogajanju na frontnih črtah oziroma bojnih linijah predstavljali izjemno pomemben faktor delovanja vojaških struktur. To bilo še toliko bolj pomembno za tiste strukture, ki so bile zadolžene za izjemno velike predele, kot je bilo na primer bojišče med Avstro-Ogrsko in Kraljevino Italijo, ki ga je vodilo zgoraj opisano poveljstvo jugozahodne fronte. Iskrena hvala za vašo pozornost. Hvala lepa, Igor.